Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na Slovenski matici in seveda prav posebna dobrodošlica družini, ki jo danes tukaj gostimo s prav posebnim namenom. Slovenska matica tako znova in znova sporoča, da se meje slovenstva nikakor ne končajo tam, kjer se končajo meje naše države. In da lahko o slovenstvu in Slovencih razmišljamo šele, ko znamo in zmoremo izstopiti iz središča, tudi iz središča te prestolnice in pogledati tja, kar se je in kar se dogaja za mejo. In tak bo tudi današnji dan, posvečen slovenskemu begunskemu šolstvu. Če ohranjamo spomin, samo tako se lahko vpisujemo med velike evropske narode. In danes je en tak drobec za vpis vsega tistega, kar so Slovenci pretrpeli, preživeli in znali tudi znova premisliti in vedeli, da je to opomin za prihodnost. Zato hvala družini, da so si izbrali Slovensko matico za predstavitev posebne izdaje revije Sločas, magazina Sločas, in da bodo danes te trenutke delili z nami. In zdaj predstavnikom družine predajem besedo. Hvala lepa. Pozdravljeni v imenu založbe Družina. Jaz sem Barbara Kastelec, nekatere poznam, drugih ne. Pri založbi Družina skrbim za revije. Pri naši založbi izhaja 15 revij in prav poseben ponos nam je revija Sločasi, kraji in ljudje, ki v Sloveniji izhaja od leta 2014. Zdaj bi k besedi najprej povabila gospoda direktorja Toneta Rodeta, ki je povezan tako z idejo, da imejmo tako revijo, kako tudi s tematsko idejo tokratne številke. Hvala lepa, samo kratek pozdrav vsem, najprej najlepša hvala res Matici za topel sprejem, da vedno, ko to potrebujemo in potrebujemo nekako širše nakazati ključne tematike, ki so mogoče premalo prisotne v slovenskem prostoru, nam odprete vrata. Tako da res hvala lepa, dr. Ignacija. In glede same revije se mi zdi pomembno je, da ta posebna številka izhaja v okviru revije, ki je, bi rekel, trikratni mali čudežek. Tako. Leta 2014 januarja se po letih v bistvu usklajevanja različnih projektov z različnimi ljudmi najde skupina zgodovinarjev, ki razume, da želimo ustvariti poljudno zgodovinsko revijo. Da želimo v bistvu narodni spomin obuditi na novo, pa spet ne na določenem ozkem področju, ampak čim širše pripeljati ljudi nazaj do tega spomina. Na poljuden način, na ljudem razumljiv način. In hkrati, da se za to mizo najde tudi, ne vem, ekipa oblikovalcev, ekipa tržnikov, ki znajo to idejo tudi popeljati v svet in v prostor, je res to, bi rekel, prvi čudež. Tako da, ko sem gledal, kako se predstavlja revija, recimo na naši spletni strani, vas lepo vabim, da to pogledate, in tam piše, to je prva poljudno in edina poljudno znanstvena revija v slovenskem prostoru. Ker, ne vem, če bi rekel, za čudenjem to, mogoče celo z žalostjo, da ni več takih poskusov v slovenskem prostoru. Tako da v eni strani desetletnica bo kmalu, proti koncu začetka prihodnjega leta, tako da se že pripravljamo, mogoče tudi z nekim tematskim kazalom, ki bo pokazal, kako široka ta revija sploh je. In v njenem okviru seveda je v teh 10 letih išlo kar nekaj posebnih številk. Posvetili smo se prvi vojni, problematiki in vprašanju koliščarjev, tudi osamosvojitvi. Zdaj prihaja neka posebna, meni zelo draga številka, ne bom zanikal,
pride tudi neka zelo aktualna številka o Ukrajini, a ne? Tako da, kot vidite, skušamo pokrivati glavne teme, ki so mogoče premalo prisotne v slovenskem prostoru. Mogoče bi za konec samo še to povedal, ne? To pa spet ni revija, ki bi dejansko bila v breme neki državnim inštitucijam. Podprli so jo konkretni ljudje, konkretni naročniki in moram reči, da od prvega leta naprej se revija pokriva sama. Je revija tržni izdelek, ki ga ljudje še zmeraj želijo imeti na svojih policah, na svojih mizah, ga prebirajo in listajo. Tako da res spodbujam tudi danes vas, da če še kdo te revije ne pozna, da naj jo širi naprej po širom Slovenije, ker je res vredna branja. Tako da to naj bo zadosten uvod, ker bo Jože naslednji, ne, boš ti predstavlja in bo kaj več povedal o specifični tematski številki. Naš urednik dr. Jože Dežman, njegova vsestranska razgledanost, širina, povezave vse smeri, preteklost, sedanjost, se zelo odražata v naši lepi reviji. Jože, lepo prosim, povej nam o poslanstvu te revije in kako ti uspe vsakič ustvariti toliko pestro številko. Hvala lepa, veste kako je. Slovenska uredniška izkušnja je kombinacija berača in žandarja. To je razmeroma ena stvar, ki tukaj pri tej reviji se pa dogajajo čudeži. V teh 10 letih nikoli nismo skrbeli, da bi bilo gradiva preveč ali pa premalo, ampak zmerom pride. Tako da druga stvar so pa tematske številke. Jaz bi rekel, da tukaj je en volumen večje ambicioznosti in to so tudi vrhunske. Dejansko dr. Štepec, ki je uredil prvo vojno, je v bistvu reformator slovenskega kulturnega zgodovinskega spomina okrog prve vojne. Dr. Velušček, ki je uredil Koliščarje, je nedvomno da nam rekli kolesarski prvak, ki je kolo odkril na Barju, in zdaj postavil tudi to vasico, ki je v zadnji številki predstavljena. Ta številka ob 30-letnici Republike Slovenije pa sploh pionirska, ker je to je prvi muzejski ali pa sploh normalen poskus, da eno bilanco republike dobimo. Zakaj je to ena zlata doba in vrhunski uspeh slovenske nacije. Pri čudežih seveda naprej, če gremo uredniških, je pa tukaj naša Helena Jaklič, ki je, kako bi rekel, če poslovno malo povemo, gospod Okoliš, ki je začel s to številko, je se potem znajdel v direktorski ječi in ni mogel ven iz nje, ker so mu toliko naprtili. In Helena, jaz bi rekel, da tukaj ni bilo improvizacije, ampak preprosto smo dobili osebo, ki problematiko vrhunsko pozna, in drugič dobili smo problematiko, ki je prav v teh časih prihajajoče šolske reforme progresivne, verjetno dragoceno opozorilo za klic k zdravi pameti. Ko je John Corselis pisal o tej skupnosti beguncev, je treba vedeti, to je zgodba, ki se začne v bistvu z enim strahotnim šokom in jokom v Vetrinski cerkvi, ko se zve za to množično smrt. In se pravzaprav nadaljuje teh nekaj let tega kulturnega inkubatorja, ki parodi pravzaprav tisto, recimo, ko smo leta 2008 smo bili s kolegoma Ferencem in Jamnikom na obisku v Argentini in pač tam ugotoviš, da so ti ljudje veliko bolj svobodni, kot smo mi v Sloveniji, da je tam preprosto, da so tisti, ki so tukaj ostali, da se jim veliko slabše zgodilo kot tistim, ki so ven prišli. Govorim o dolgih probah, ne govorim o teh letih pomanjkanja in tako naprej. Ampak Corselis govori o globoki veri, iskrenem domoljubju in seveda skupini naravnih voditeljev. In vse te lastnosti ali pa te epizode, ki iz te številke vejejo, so preprosto dokaz, kaj je treba imeti, kakšen kulturni softver je treba imeti, da lahko tako stanje preživiš in tudi vrhunsko uspeš.
Ker jaz verjamem, da bi iz vseh, ki so iz teh generacij prišli ven, bi lahko naredili še eno tematsko številko ali pa Predi v Kopcu, ki je zbiral te slovenske uspehe po tujini, bi mislim, da ta generacija kar dobršen del zasedla, ne. Jaz mislim, da tukaj Marko in še kdo iz družine in tako naprej, seveda je tudi dokaz za to. Druga stvar, ki mislim pa, da je izredno pomembna, je pa ta, ne, ko se zdaj mi čudimo, recimo, ko imamo to slavno razpravo o spomenikih v Pivki, tam ugotavljamo, da ni enega dokumenta, kaj se je z njimi dogajalo, ne. Gospa Štofrančeva pa lahko pove, da je dokumentacija, ki jo je zbral gospod Arneš, a ne, je pa dokumentacija, ki je temelj za dokumentiran javni spomin, za dokumentirano preprosto, no, za dokazno tkivo, ki se mu pač reče arhivski fundament, a ne, in vse te epizode, ki so tukaj zbrane, se kažejo v odlično v številki in seveda so pa tudi kolegi iz zamejstva, ki so pa opozarjali na ta velik pomen teh ljudi, sicer označenih kot izdajalce, ampak v bistvu so pa zagotavljali tudi preživetveno substanco obema manjšinama. In skratka, tukaj imamo res zgodbo, recimo, jaz mislim, da že s tisto Kostelisovo oceno je dragocen poziv k spoštovanju ene slovenske renesanse. Tako, čestitam vsem in jaz mislim, da se vsi skupaj lahko veselimo ponovnega branja. Gospod Dežman, ki imate že mikrofon. Ne, veste kaj, ne bodite vljudni, lepo. Vi imate eno grdo navado, da se vtikate. Ne, samo povejte, kva je zdaj cekca. Mi bi nadaljevali v tem trenutku naše srečanje, našo predstavitev. Z nami je danes urednica posebne izdaje o begunskem šolstvu, dr. Helena Jaklič in nekateri izmed sodelujočih avtorjev, Helena Janežič, Andreja Klasinc-Škofljanec in pa gospod Gregor Bagatel. Številko je Batakel, hvala. Številko je lektoriral Luka Vidmar, ki ga danes sicer ni z nami, je pa namestnik našega urednika, in pa oblikoval Klemen Kunavar, ki tudi sicer skrbi za vrhunsko podobo te naše revije in tudi za njeno prepoznavnost v tem prostoru. Sicer bi pa pozdravila še našega člana uredništva, Jureta Vočjaka, njegov uvodnik pa si lahko preberete v tekoči številki naše revije. Zdaj bi vas pa kar izzvala z besedo, in sicer zakaj je ta tema toliko posebna, da si zasluži svojo posebno izdajo in obdelavo in kako ste se je lotili. Najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa iskrena zahvala naj izkoristim, mislim, da kar v imenu vseh, ki smo danes tukaj sedimo, manjkajo še Ivo Jevnikar, ki je ravno tako prispeval avtorski članek, in pa gospod Jože Vakovnik, gospod prihaja iz Koroške, tako da tudi njegov pogled lahko preberete v številki. Zahvala res družini, da je prepoznala to pomembnost te teme, ki sama sem prepričana, da bi si zaslužila pomembno mesto tudi v šolskih učbenikih, ker preprosto zgodba govori o posebnem slovenskem fenomenu oziroma o fenomenu po drugi svetovni vojni, kjer so se slovenski begunci z vzpostavitvijo svojega tako kulturnega kot šolskega življenja v teh taboriščih, kjer so preživeli 3-4 leta, izjemno izkazali. Pravzaprav so spisali zgodbo, ki v evropskem prostoru, tem povojnem begunskem evropskem prostoru ni para in ni primerjave. Tudi sama sem kar marsikakšno arhivsko gradivo UNRE, ki je skrbela za ta taborišča, ta arhiva pregledovala in tudi prebirala poročila iz posameznih taborišč, ne samo tam, kjer so živeli Slovenci, ampak tudi druga. In potem vidiš, da si res lahko
tudi kot narod smo ponosni na to, kaj so uspeli znotraj res neverjetnih razmer, zelo slabih razmer. Predstavljajte si povojna porušena Evropa, ko ni nikjer ničesar, še manj pa je tega v taboriščih, kjer so se Slovenci znašli tako na Koroškem, kot v taboriščih v Italiji, ki je nekoliko manj v našem spominu, če nekje vsaj Marka Bajuka se mi zdi, da počasi beseda ime vendarle ni tako tuje, pa so imena povezane s taborišči v Italiji še oddaljena. Tako da upam, da se bo s to številko vsaj tisti del, ki govori o slovenskem šolstvu, nekje približal. Se pravi, številka prinaša šolstvo, bogato, izjemno bogato, razvejeno slovensko šolstvo v taboriščih. Zagotovo bi si posebno mesto ali pa posebno številko zaslužila tudi bogata, razvejana, izjemna pravzaprav tudi po kakovosti in obsegu slovenska kultura oziroma kultura, ki so jo oblikovali in imeli slovenski taboriščniki v taboriščih. Ampak vsega se ne da, že tu je bilo treba kar skrčiti, bom rekla, omejen si vendarle na število znakov, ko želiš predstaviti vse, kar bi želel predstaviti, moraš vendarle skrčiti nekatere vsebine. Želela bi se to, gospa Barbara je omenila že gospoda Kunaverja, oblikovalca, jaz bi si ga tudi še posebej rada mu zahvalila, poleg zahvala seveda iskrena sodelavcem, avtorjem drugih tudi člankov, ker je gradivo material poskušal res kar na najbolj žlahten način vnesti v številko. Sama pa vem, da mi je prav zaigralo srce, ko sem pogledala naslovnico. Zakaj? Gospod Kunaver se je namreč poigral z fotografijo, ki jo vidimo tukaj, in jo obarval. To je črno original, to je črno-bela fotografija. Jaz sem sama pregledala ogromno črno-belih fotografij in nenadoma so ti ljudje, ki sem jih gledala v belih in črnih barvah, postali še bolj živi, na nek način še bolj moji. Zato sem res, in kar je tudi samo gotovo, oziroma je bil njegov komentar, ko je poslal sliko, da je pač obarval, je kot zanimivost omenjam, je rekel, verjetno je nekaj narobe, vendarle vsi, ki so vse obleke teh dijakov, so obarvane in izgledajo, kot bi bili oblečeni v angleške vojaške uniforme. Tako da jaz sem ga potem pomirila, da bo že držalo, ker so ravno iz starih obrabljenih vojaških uniform na slovenske šivilje v taboriščih izdelale obleke za slovenske begunce, tako da ni nič nenavadnega, če so lahko vsi oblečeni zelo podobno ali zelo v tem smislu uniformirano. Skratka, šolstvo, da nam vmes predolgo je vzela predolgo besede, notri so prispevki, ki govorijo, najprej seveda prvi članek govori o razmerah, zato da sploh kakšno je bilo tam življenje, kakšna je bila ta usoda. Vedeti je treba, da je več kot 20.000 Slovencev maja 1945 zapustilo Slovenijo v strahu za lastne življenje pred komunističnim nasiljem, da je bilo okoli 11.000 slovenskih fantov vrnenih v Slovenijo. To je močno, tako kot je že omenil dr. Dežman, močno zaznamovalo slovensko skupnost, namreč praktično ni bilo nikogar tam v taboriščih, ki bi ne izgubil nekoga bližnjih. In bi rekli, da tudi iz te izkušnje, te tragične izkušnje, so dodatno črpali svojo željo, ne le po življenju, ampak tudi pokazati svojo zvestobo, svojo ljubezen do domovine, do jezika, do narodne kulture, do tega, kar pravzaprav sami so bili. Tako da potem naslednje številke, naslednji članki prinašajo nekaj predstavitev slovenskega šolstva. Zelo strnjeno, je težko spraviti vse bogatstvo v nekaj člankov, pa vendarle predstavitev so to vertikale, ki so jo izpostavili tako Slovenci v Avstriji, kot slovenski begunci v Italiji, ko so od vrtcev in ljudskih šol, to je sicer nekaj, kar vidimo tudi pri drugih narodih, posod so poskrbeli za mladino, kjer posebej pa še izstopa slovenska šolstva oziroma Slovenci na področju šolstva, begunskega šolstva, pa je zagotovo področje srednješolske izobrazbe, kjer izstopata gimnaziji, tako se pravi slovenska begunska gimnazija ustanovljena v prvih tednih na Vetrinskem polju in pa tudi slovenska begunska gimnazija ustanovljena v Italiji, v slovenskem taborišču v Munigu.
Potem so skrbeli seveda ne le za izobraževanje tistih, ki so šli v gimnazije, ampak tudi tistih, ki so se želeli pridobiti bolj uporabne znanje, če tako lahko rečemo. Imamo tako obrtno srednjo šolo, kmetijsko srednjo šolo, vzpostavili tudi gospodinjsko srednjo šolo, nekaj časa deluje celo trgovska akademija. In pa seveda članek prinaša tudi nekaj predstavitev neformalnega izobraževanja, namreč zelo velik poudarek so dajali tudi temu, ne samo vzgoji mladih in izobraževanju mladih, ampak celot vsem slovenskim beguncem. Tako da najdemo res to raznolikost tako jezikovnih tečajev, potem strokovnih tečajev, vsi so bili seveda zelo dobro obiskani, zelo redno so imeli kvalitetna predavanja z raznovrstnimi tematikami, od kmetijstva do gospodarstva, filozofije, skratka vsak je našel nekaj zase. Potem so seveda tudi literarni večeri, ljudska univerza, res ta skrb je bila zelo, zelo velika. Potem eno posebno članek je našel, ali pa en članek namenjen športu. Odločitev za tak poseben članek je bil tudi zato tak velik pomen, ki se danes daje športu. Ampak tudi takrat je imel veliko vlogo, seveda taborišče gibanja je bilo vendarle omejeno, ni bilo možno kar tako zapuščati, kakor je bilo koga volja, ampak je bilo to seveda veliko odvisno ali pa predvsem odvisno ne samo od pravil taboriščnega življenja, ampak tudi samega taboriščnega vodstva. In res tudi v tem športnem vidiku so zelo izstopali naši Slovenci. Imeli marsikakšen nastop, ki je pritegnil ne samo gledalce iz taborišča, ampak tudi okoliškega prebivalstva, ki so predvsem uživali v vrhunskih recimo izvedbah gimnastičnih nastopov naših športnikov, slovenskih športnikov. Nekaj fotografij boste tudi znotraj videli iz taborišč. Recimo, meni je bilo tudi zelo všeč misel, oziroma kako je razmišljal slovenski telovadec Ivo Krmavner, ki je tudi sam bil pred vojno res vrhunski, v jugoslovanskem merilu vrhunski gimnastičar, športnik. Se je tudi sam znašel v taborišču in kako je dal športu zelo velik poudarek, vendar ne z vidika zgolj tekmovalnosti, ampak kot je izpostavil, da šport razvija prisotnost duha, krepi voljo, zbuja samozavest in odločnost. In to preko športa so želeli tudi ta vidik, to vzgojo mladih, nadebudnih fantov in deklet vzpostaviti. Poseben članek je namenjen potem študentom, zato ker tudi mnogi mladi študentje in pa tudi tisti, ki so končevali slovensko begunsko gimnazijo, so želeli nadaljevati študij najprej seveda v Avstriji na Graški univerzi, medtem ko slovenski mladi študentje v Italiji, v Bologni, Padovi. In tudi to je ena posebna zgodba kvalitete, ki se pokaže ne le v številčnosti slovenskih dijakov ali pa študentov, ki so se vpisali na slovensko na univerzo. Recimo boste našli eno sliko, eno fotografijo, ki govori, da v študentskem taborišču v Gradcu je bilo v enem trenutku 208 študentov iz 12 različnih držav oziroma 12 različnih narodnosti in od teh 208 študentov je bilo 76 Slovencev. Bili so zelo uspešni tudi na študiju, izstopali tudi v tem, res zavedano. Ampak kar prinaša poudarek članek noter, pa je ta skrb slovenskih taboriščnikov zanje. Namreč takrat seveda ni bilo štipendij, ni bilo državnih podpor za študij. To so morali vsi študentje se morali znajti sami. In tu so se angažirali slovenski taboriščniki, tako da iz tistega majhnega prihodka, ki so dobili bodisi od prodaje kart za svoje gledališke predstave, iz prodaje obrtnih izdelkov, ki so jih taboriščniki naredili, so potem bili podali tista finančna podpora študentom. Potem so pa seveda predstavljeni tudi izjemni ljudje, seveda številka bi bila lahko tako debela, če bi hoteli dati besedo vsakemu, ki je sooblikoval slovenski begunski taboriščni prostor. Predstavljeni so 4, in sicer oba ravnatelja obeh slovenskih begunskih gimnazij, ker sta bila res izjemni.
po kakovosti tudi gimnazija v Avstriji na Koroškem je dobila tudi veljavo oziroma je bila javno priznana, tako da so izpečevali slovenske begunske gimnazije, ki so jih obiskovali mnogi zelo znani Slovenci, ki so potem kasneje svojo uspešno kariero, poklicno pot pripisovali prav temu, da so obiskovali tako dobro slovensko begunsko gimnazijo. No in med njimi seveda oba ravnatelja, potem pa tudi Aleksandra Majhne predstavimo. Tu moram manj v oklepaju povedati, da je bila subjektivna izbira urednice, ker me na gospoda Majhna veže ena posebna simpatija, čeprav gospoda nikoli nisem poznala, sem pa spoznala njegovega sina, ki je tudi podaril arhiv svojega očeta, ki je skrbno hranil dokumente iz taborišč, tako da to gradivo še čaka, da najde prostor v arhivu, v katerem bo par besed potem spregovorila gospa Andreja Klesinč-Kopljanec. In pa dr. Rajko Ložar je našel svoje mesto, zdelo se mi je pa pomembno tega moža približati slovenskemu bralcu, zato ker je bil pred vojno, bil je etnolog, bil je tudi upravnik, ravnatelj Slovenskega etnografskega muzeja, predvsem pa je na Slovenski begunski gimnaziji upeljal nov predmet, ki ga predtem Slovenska gimnazija in pa sploh slovenski učni program ni poznal, in sicer narodopisje. In sicer zato, ker je želel, kot je rekel, da bi se vnela ljubezen do domačih šeg in dragocenega kulturnega bogatstva in da bi ga znali mladi prav ceniti. Zato je potem se mi zdelo prav, da tudi ta vidik, ker ta ljubezen do domovine, do jezika, do izročila je pravzaprav se prepleta skozi celotno slovensko begunsko življenje. Potem so pa tu še članki, ki dopolnjujejo to predstavitev samega begunskega šolstva. Tu bom pa dala besedo mojim sogovornikom. Helena Janežič je predstavila bogat slovenski tisk v slovenskih begunskih taboriščih, tudi v tem je nekaj izjemnega slovenska begunska zgodba. Potem Ivo Jevnikar, ki ga danes ni tukaj, je predstavil vpliv slovenskih beguncev na ponovni preporod ali ponovno vzpostavitev slovenskega zamejskega šolstva, pa tudi kulturnega življenja. In zanimivo je recimo noter boste našli objavo in prispevek iz Primorskega dnevnika, kjer so tisti, ki so simpatizirali z Jugoslavijo oziroma komunisti, nasprotovali temu, da bi slovensko begunsko šolstvo vzpostavljali oziroma navodili slovenski begunski učitelji, profesori, in celo pozivali, da naj ne vpišajo svojih otrok, se pravi zamejski starši, naj ne vpisujejo otroke v slovenske šole, ki jih vodijo takšni ljudje. Potem sem bila zelo hvaležna tudi, da je pristal na sodelovanje gospod Gregor Batagel, ki prihaja iz Argentine, tako da mu je slovensko šolstvo, ki je nadaljevalo, pravzaprav bi rekli nadaljevanje slovenskega begunskega šolstva, se je potem razvilo in še dodaljno krepilo v Argentini, tako da nekaj besed, članek je notri, ga lahko res zanimivo prebrati. Potem je gospod Jože Vakovnik, nekoliko se ozrl na Koroško, namreč živi tam, gospod je koroški Slovenec in je tudi želel pokazati, kako velik, pomemben vpliv so imeli slovenski begunci. On se je predvsem usmeril v slovenske duhovnike, ki so ostali potem ob zaključku te begunske poti na Koroškem in je hotel pokazati, kako pomembno vlogo so imeli tudi za ta razvoj Koroške, o čemer je prej tudi kar je omenil tudi že dr. Dežman. In je tudi napisal, da so postali tako rekoč eno z nami, koroškimi Slovenci, in mi smo jim hvaležni za ta prispevek. Potem pa seveda, čeprav omenjam na koncu, pa vendarle izjemno pomembno Andreja Škopljanec, ki je spregovorila, predstavlja arhiv Studia Slovenika. To je izjemna zbirka oziroma arhiv, ki bo več povedala ona, ampak jaz sem res hvaležna, ker zaradi požrtvovalnega dela dr. Janeza Arnež, danes že pokojnega, je ogromno arhiva se ohranilo, zbirajo po celem svetu, zato da bi nekje ostalo zanamcem in naslednjim rodovom ravno ta zgodba o slovenskem fenomenu, ki se mu reče slovensko begunsko šolstvo. Tako da, tako na kratko prelet skozi številko, zdaj pa besedo dajem
Heleni Janežič, da predstavi slovenski tisk iz povojnih begunskih taborišč. Lepo pozdravljeni. Vesela sem, no, da je v tej posebni številki dobilo svoje mesto, oziroma da so dobili mesto tudi tiski, ki so nastajali v begunskih taboriščih. En dobršen del teh tiskov je shranjen tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici. Jaz vam skrbim za zbirko knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu. In ta bogat fond je del, teh begunskih tiskov je del nekdanjega tako imenovanega D-fonda, Fonda prepovedane literature med leti 45 in 91. In vsi ti tiski, brez izjeme, so se znašli v tem prepovedanem fondu. Všeč mi je beseda, ki jo je prej dr. Dežman uporabil, da je pravzaprav ne samo, da je bil to en poseben fenomen, ampak da so bila begunska taborišča tako v Avstriji kot Italiji, kjer so se nahajali Slovenci, da je bil to ene vrste kulturni laboratorij. In v resnici je temu tako, kajti jaz, ko sem to začela seštevati, pisati bibliografijo, ki je mimogrede tudi v nastajanju, bibliografija begunskih tiskov, nisem mogla čisto verjeti, da so te številke res prave. Ampak potem, ko sem držala v rokah večino tega gradiva, res lahko rečem, da je v dobrih 3 oziroma 4 letih v begunskih taboriščih Italije in Avstrije nastalo približno 80 naslovov periodike, torej izhajalo 80 naslovov revij, časopisov, od tega v Avstriji 49 in v Italiji 36, čisto lahko, da se je še kakšen naslov izmudil. In nastalo je skoraj 500 naslovov monografij. To so od ene strani do nekaj 100 strani debele monografije. Knjige, monografij je tudi poimenoval dr. Arneš, ki se je tudi s tem seveda zelo intenzivno ukvarjal. In ti tiski so sprva nastajali na pisalnih strojih, na preprostih razmnoževalnih napravah, kot so bili ciklostili, opalografi, šapirografi, ampak zelo hitro je pa to nastala prava proizvodnja, se je v podjetju, najprej v Pegacu, pa potem v Špitalu, v tiskarni bilo zaposlenih kar 10 ljudi. Prvi časopis, ki je izšel v begunstvu, je bila Demokratična Slovenija. Izšla je že 12. maja 1945 v Liencu. Zelo hitro, 15. maja 1945 je pa sledil časopis Domovina v taborišču. Ta je izhajal v Vetrinju in kasneje potem v Liencu. Sprva v 8 izvodih, ki so jih tako razmnožili in nalepili po stenčasih, tako kot ene vrste stenčas bi lahko rekli. Kasneje je pa ta časopis imel kar 300 izvodov. V nadaljevanju se je preimenoval v Novice in te novice so bile zelo podvržene angleški cenzuri, zato so begunci začeli izdajati domače glasove, ki so pa se izognili nekako tej cenzuri. V Celovcu je bilo pisano, oziroma pisalo je, da izhajajo v Celovcu, v resnici so jih prav tako tiskali v Pegacu in to kar v 650 izvodih in jih potem z vlakom dostavili v ostala taborišča. Najobsežnejši list, ki je izhajal v begunstvu, je bil Bogoljub v begunstvu, ki se je kasneje preimenoval v Bogoljuba v tujini. In mogoče bi sam tako na hitro preletel nekaj naslovov periodike, ki je izhajala najprej v Avstriji in je bila namenjena mladini. Recimo Cvetje v tujini je bilo namenjeno dijakom v Pegacu. Lepša bodočnost je bilo glasilo dijakov Kmečke poklicne šole v Liencu. Begunska mladina, časopis oziroma glasilo za otroke Ljudske šole. Šola in dom je bila namenjena vzgojiteljem in je izhajala kar v 300 izvodih. Naše delo je bil list slovenske delavske mladine v begunstvu, najdemo pa še Potoček, glasilo Savičarjev, pa Skavta, ki je bilo glasilo skavtov v Pegacu, Slovensko dekle, namenjeno dekletom v Pegacu in Špitalu, pa Slovenec v Tirolah, ki ga je izdajala skupina dijakov stražarjev,
v Anrasu, kasneje se je to glasilo preimenovalo v Slovensko misel in so ga izdajali visokošolci, torej ti dijaki, ki so potem postali visokošolci v Gradcu. Pa Begunček, ta je bil v Šentvidu na Glini, namenjen mladini, pisma sestram v tujino, namenjen slovenskim dekletom, ki so že odšla v tujino, podobno tudi časopisu Nove Zarje, ki je od leta 1948 izhajal v Špitalu. V Italiji najdemo v Monigu, čeprav je to taborišče zelo malo časa delovalo, najdemo kljub temu časopis oziroma glasilo Naša mladina, pa glasilo Orač za dijake, ki ga tiska Zedinjena Slovenija, Begunčkova lučka za otroke, Begunski palček, to je res izjemna revija, ki je izhajala v Banjoliju, torej v taborišču pri Neaplju, ko so begunci že čakali na odhod v nove domovine in ta begunski palček je bil namenjen najmlajšim. Pa Lepa vida, modna revija in humoristični listi, kot je Taboriščni škrat, Logarski bodlikovec, CC in Parafal. To so iz Italije vsi ti humoristični listi in mislim, da so prav vsi brez izjeme shranjeni v studiu Slovenika. Andreja potrdila. Seveda tudi ne moramo mimo monografij. V Avstriji lahko beležimo okrog 350 naslovov. Skupno so izšle v približno 30.000 straneh in tako, kot sem že prej rekla, po dr. Arnežu, po tej njegovi bibliografiji, štejemo te monografe kar skoraj v 500 številkah oziroma v 500 naslovih. In kaj je bilo znotraj teh monografij, oziroma predvsem monografij? V glavnem ponatisi klasikov, izhajala so pa tudi izvirna dela. Recimo izvirne romane so v begunstvu izdali Karl Mauser, Stanko Kociper, Ted Kramolc kot avtor pravljic recimo, Mirko Kunčič, veliko zgodb za otroke, Ludve Potokar, Franc Bukvič. In v glavnem ti romani oziroma tole poslovje odseva begunsko življenje in hrepenenje po domovini, kakor tudi 10 izvirnih pesniških zbirk, ki so nastale v taborišču. Kar 10 pesniških zbirk je v teh 3 oziroma slabih 4 letih izšlo. Njihovi avtori so Vladimir Kos, Oton Jeruc, Pavle Bošnik, Franče Kolarič, Erik Kovačič in seveda Tine Debeljak. Veliko je tudi pričevanjske literature, ki je že začela izhajati tudi v taboriščih, in pa najde se seveda tudi nekaj neobjavljenih rokopisov. Velik del predstavljajo šolske knjige in pravzaprav, to sem že omenila, da je bilo potem v tej tiskarni zaposlenih 10 oseb in ta tiskarna najprej v Pegecu, kasneje v Špitalu, je bila v veliko pomoč tem begunskim šolam, se je tiskala prepotrebne šolske knjige v slovenskem jeziku, do katerih sicer v tuji deželi ne bi nikoli prišli. Tiskali so čitanke za vse razrede ljudskih šol, gimnazijska berila, abecednike, učbenike za slovensko in občo zgodovino ter zemljepis, zgodovino slovenskega slovstva, različne slovnice in slovarje, pa priročnike za učenje strokovnih predmetov, kot so kletarstvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, poljedelstvo, travništvo, pritrkovanje, ter morda najbolj nenavadno, tudi priročnike za pripravo na vozniški izpit. Prav posebej bi pa rada izpostavila en velik dosežek in to je zgodovinski atlas Slovenije, avtorja profesorja Romana Pavlovčiča, ki ga je sestavil v bistvu s pomočjo dijakov 7. in 8. gimnazije in velja, oziroma je prvi slovenski zgodovinski atlas. Delno je Pavlovčič material zanj prinesel v aktovki s sabo in to je bila njegova edina prtljaga ob odhodu, pomagal pa si je tudi s knjižnicami na Koroškem. Zdaj, če zaključim morda kar s tem stavkom, ki sem ga uporabila tudi v članku. Taboriščna literatura je del naše narodne dediščine, bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev pa priča o neizmerni življenjski sili našega človeka. Želja slovenskih beguncev postati in obstati nam je še danes lahko v zgled in navdih.
dramatično. Ne? In če ko boste prebirali članek, boste tudi ugotovili, kako težko je bilo priti do papirja in barve in kakšni veliki stroški so to bili. Tako da bo potem v tem luči še bolj zasijal pravzaprav ta podvig. Zdaj bi pa pot nas zanesla čez ocean. Eden od beguncev, Prniše, ko je odhajal in se peljal na ladji, je v svoj dnevnik zapisal: ne prihajamo v novo življenje in novo okolje nepripravljeni. Za nami so 4 leta težkega noviciata, 4 leta trajajoče duhovne vaje. Duhovno dobro pripravljeni, navajeni skromnosti, pridnega dela, samodiscipline in reda ter skup držanja. In tu dajem besedo gospodu Gregorju Batagelju, ki je, da nam nekoliko predstavi, približa potem to nadaljevanje begunske šole v slovenske šole v Argentini. Hvala, lep pozdrav. Več let sem sodeloval kot pri vodenju počitniške kolonije v Kordovi pri dr. Hanželiču. Takrat je vodil te kolonije Franc Dietrich, šolski referent pri Društvu Zedinjena Slovenija, in iz njegovih ust sem prvič slišal to frazo, to rek: naša mladina je zelena veja, na kateri sloni vsa naša emigracija. Kot je bilo že prej, tista listička izhaja, begunska mladina, ki je bil namenjen osnovnim šolskim učencem. Tukaj je tudi treba tako to našo mladino vzeti v kontekstu, v katerem je bilo napisano, in ta mladina pač misli predvsem na osnovno šolsko mladino. Da je ta zelena veja sploh bila še prisotna oziroma je še zelenila, ko je to izrekel Miloš Stare, prvi predsednik Društva Slovencev, potem Zedinjena Slovenija. Na enem izmed prvih občnih zborih tega društva je razvidno, da je društvo, da je skupnost naredilo vse, kar je bilo možno, kar je znalo, kar si je lahko, in si je predvsem veliko prizadevalo, da tudi ta zelena veja ni usahnila. Zato so bili tudi zgrajeni slovenski domovi, da so bile slovenske šole imele kje imeti sedež. Da so šole funkcionirale, se je mnogo ljudi dobesedno izgaralo. Še danes je tako. Čeprav so načini, okoliščine drugačne, veliko napora je v tem, da so šole polne, da so učne moči, da so prostori. Seveda, učni pripomočki so malce drugačni, kot takrat, leta 50. Ampak ta veja je še vedno živa, je sveža, je čvrsta, lahko rečemo. Zato sem hvaležen dr. Heleni Jaklič za možnost, da sem smel, da sem lahko sodeloval s prispevkom, čeprav ne spadam v ta krog zgodovinarjev, raziskovalcev. Pač nekaj podatkov sem res moral zbrskati nekje iz letnikov Tednika Svobodna Slovenija, iz zbornika o 50-letnici Društva Zedinjena Slovenija, pač vsega nimam v glav, še manj zdaj kot prej. Ampak sem, če tako rečem, lahko le priča tega, kar se je v te zgodbe. Nisem edina spriča, še marsikoga bi lahko videl. Ampak s 5. letom sem vstopil v 1. razred šole nadškofa Antona Bonaventure Jegliča v Slovenski hiši. Srednjo šolo sem preživel v Rožmanovem domu v Adrogeju. Naša mama Marjana je več kot 50 let bila učiteljica in voditeljica te šole nadškofa Jegliča.
njena sestra, naša teta Katica Kovač-Dimnik, je bila več kot 50 let učiteljica in voditeljica šole dr. Gregorija Rožmana v San Martinu. Če gremo naprej po družini, moja sestra Maruška je tudi učila več let pri Jegličevi šoli. V našem domu so se zbirali večkrat, ne redno, ampak večkrat so se zbrali učitelji in ti, ki so sestavljali slovenske šolske knjige z domskih živžav in Slovenija v svet, Slovenija in slovenski svet. Pa poročil sem se z Mirjam Jereb, ki je dolga leta učila v osnovni šoli Franceta Balantiča v Zankusto, pa potem v slovenskem srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka v Slovenski hiši. In otroka sta hodila v šolo Franceta Prešerna na Pristavi. Torej, tako, kot priča, mislim, da sem soliden. In na to zeleno vajo sem zelo ponosen in hvaležen Bogu. Hvala. In temu dodajam, da so še nekaj nesli s sabo slovenski begunci, učitelji, profesori, ki so delovali v slovenskih taboriščih. Tam so namreč vse svoje delo, požrtvovalno delo opravljali brezplačno, čeprav bi si, kot so bili izobraženci, lahko dobili znotraj taboriščne uprave tudi zaposlitev, ki je prinesla vsaj nekaj finančnih sredstev. In pravzaprav enako držal vse do danes, z vsem res priznanjem, zato se mi zdi prav, da sledimo in vidimo v slovenski skupnosti v Argentini, ker vsi ljudje, ki tam delajo v slovenskem šolstvu, za kulturo, njihovo življenje in ohranjanje slovenstva, vse svoje delo, vse sobote, ki so jih namenjajo za to, vse nedelje opravlja ravno tako brezplačno. Zdaj pa dam besedo še gospe Andreji Klesinč-Škofljanec, ki nam bo približala arhiv Studia Slovenika. Gospa Andreja je tam opravila, jaz menim, res izjemno delo, ko je skrbno popisala, kaj vse to arhiv, ta bogat arhiv, katere zasluga je dr. Janeza Jarneža, skriva v sebi, in tudi nekaj o tem je tudi zanimiv članek, tako da, Andreja, beseda je vaša. Hvala. Pozdravljeni še v mojem imenu. Morda bi na začetku povedala par stavkov o nastanku tega arhiva in te zbirke. Dr. Janez Arnež je delil begunsko usodo, doštudiral je v Belgiji, potem se mu je ponudila priložnost za emigracijo v Združene države Amerike in čeprav ekonomist po izobrazbi, v bistvu večino delovne dobe je predaval na ekonomijo na koledžu v New Yorku, je opazil prvič, da Američani zelo malo vedo o Slovencih in drugič, da v Senestu nastaja arhivsko gradivo, ki pa zelo hitro izginja, ker enostavno ni inštitucija ali človeka, ki bi za to poskrbel. In nekako si je zadal za svoj življenjski cilj, da to gradivo zbere. Vedno je verjel, da se bodo razmere nekoč v Sloveniji spremenile in da bo on to svojo ogromno zbirko uspel pripeljati nazaj. Kar je takoj po demokratičnih spremembah in osamosvojitvi Slovenije v letu 1991 tudi uresničil, se pravi arhiv in ogromno knjižnico pripeljal s kontejnerjem nazaj v Slovenijo in se naselil s to svojo zbirko v Zavodu svetega Stanislava, kjer je potem tudi do svoje smrti prebival. Danes je ta zbirka, še to moram povedati, on je v Belgiji študiral na katoliški univerzi in je skozi gojil željo, da tudi v Sloveniji dobimo katoliško univerzo in katoliški inštitut. Zato se je leta 2008 tudi odločil, da katoliškemu inštitutu so to gradivo, ki ga je Studia Slovenika zbrala,
prepusti. Tako da je zdaj to gradivo je bilo preseljeno v Kranj, sodelovanje z Arhivom Republike Slovenije se nadaljuje, za gradivo je poskrbljeno in upati je, da se v bližnji prihodnosti uredi tudi dostopnost do tega gradiva. Zdaj, če gremo k gradivu, ki se nanaša na begunstvo in še posebej na begunsko šolstvo v okviru tega arhiva, je ohranjenih 49 škatl arhivskih samo za predstavo o begunskem življenju in od tega 17 škatl, ki se nanaša prav na begunsko šolstvo. Da se tega gradiva je pravzaprav glede na okoliščine veliko. Begunci, ko so odhajali iz taborišč, so bili zelo omejeni pri količini prtljage, ki so jo mogli vzeti s sabo. In so se očitno zavedali, da je pomembno ohraniti spomin na to prelomno obdobje in v njihovi prtljagi so se znašli časopisi, knjige, dokumenti, fotografije in to je romalo z njimi. In to so bili potem s časoma pripravljeni prepustiti gospodu Arnežu. Zdaj, kaj vsebinsko najdemo v tem arhivu? Najdemo gradivo, ki se nanaša pravzaprav na vse stopnje šolanja in na vse obdobje, ki so ga preživeli v begunskih taboriščih. Velika večina se nanaša na avstrijska taborišča, z bolj drobci na gradivo, ki je nastalo v italijanskih taboriščih. Že na Vetrinjskem polju so začeli z organizacijo šolstva in od recimo, kar se tiče vrtca, ki je tudi začel že tam z delom, je samo nekaj fotografij ohranjenih, pa ena čist majhen fragment dnevnika tega otroškega vrtca. Kar se pa tiče potem ljudskih šol, pa gimnazije, je pa gradivo bistveno bolje ohranjeno. Med gradivom ljudskih šol, ki so delovali v Vetrinju, Pegecu, Šentvidu na Glini, Kellerbergu, Špitalu, so ohranjeni recimo zapisniki vse učiteljskega zbora, učni načrtniki, delovodniki, inventar, prejeti dopisi, tako da si lahko iz tega dovolj natančno sliko ustvarimo, čeprav seveda to gradivo ni ohranjeno v celoti. Pač treba kombinirati pri delu različne vire. Relativno najbolj ohranjeno pa je gradivo Slovenske begunske gimnazije, se pravi od njenih začetkov še na Vetrinjskem polju do potem zaključnega letnika 48-49, ko so gimnazijci zaključevali z tečajem in opravili maturo pred odhodom v emigracijo. Od begunske gimnazije so ohranjeni dnevniki za vseh 8 gimnazijskih razredov, potem seznami učiteljev in učencev, vsebine preizkusov znanja, zapisniki razrednega učiteljskega zbora, potem vpisnice posameznih dijakov, kjer lahko spremljamo njihov napredek. Prav tako šolska kronika, pa recimo letna poročila za vso to obdobje, pa tudi poročila angleških oblasti, ki so nadzirali šolsko delo in ki so se zelo pohvalno izrazili z občudovanjem do delovanja Slovenske begunske gimnazije. Ogromno je tudi fotografij, pa recimo šolskih zvezkov, ki so jih ohranili, potem učbenikov, ki so jih izdali v taborišču, nekatera spričevala v prihodnosti, ko bo mogoče arhiv Studia Slovenika bolj dostopen, bo zelo zanimivo pregledati tudi recimo korespondenco pa spominske zapise ljudi, ki so se šolali v taborišču, pa so se kasneje spominjali tega obdobja. Zdaj z opravljeno maturo, ki so jo potrjevali angleške oblasti, se je bilo mogoče vpisati na fakulteto.
Večina dijakov na begunski gimnaziji v Avstriji se je šolala v Gradcu, od tam je bolj malo gradiva, so pa fotografije, pa kakšni osnutki predavanj in podobno. Zdaj, kot je že sta obe Heleni omenili, je bilo poskrbljeno tudi za mladino, ki ni bila več vključena v redno šolanje, pa morda še ni delala. Se pravi, tudi gradivo različnih tečajev, kmetijske, gospodinjske šole, jezikovnih tečajev je ohranjeno, tudi s tečaji španščine in angleščine so pripravljali slovenske taboriščnike na bodoče življenje. Zdaj to zbirko arhivskega gradiva dopolnjuje izjemna zbirka časopisja in taboriščnih tiskov. Kot je omenila tudi Helena, gospod Arneš je to zelo skrbno zbiral. Vedno je imel sezname za revije, katera številka mu še manjka in ni odnehal, dokler ni dobil še ta zadnje in potem po možnosti vezal, da se ne bi kaj izgubilo. Tako da ta zbirka je zdaj tu, gospod Arneš jo je pomagal ustvariti, od začetka je nekaj tudi omogočal dostop, zadnje leta mu potem zdravje tega ni več dopuščalo, je sodelovanje pač zelo omejil. Je pa pravim, zdaj upam, da bo v okviru Katoliškega inštituta ta arhiv našel novo življenje in bo gotovo bogat vir za raziskovanje tega prelomnega obdobja. Hvala.